proizvodnja elektrike je bila po določeni konstantni ceni, cena energije raste, nam pa 3 leta vzame del koncesije, pa nekako ni sprejemljivo. In sem za solidarnost, nimam nobenega problema in če smo solidarni, lahko na kakšen drugačen način, ne pa na takšen, da se podpisana pogodba, dogovorjena pogodba, vse usklajeno nekako spreminja, to pa zelo težko sprejmem. Ta denar vsem dobite, ne? Ampak fiksiran prodajo oziroma cene 2022. Ja, vendar 40%, če gledamo, če rečeva, se rekel, bilo dobro leto, da bi dobil nekje 200 000 evrov naša občina na leto, 40% dajeva manj, če dava to na 3 leta, pridemo nekje na številko 250 000 evrov, kar pa je velik denar za našo občino, ki bi lahko sanirali ali naredili kakšno cesto ali karkoli novega, tako da niso majhne številke. Pooblastila ste župani dobili, boste vložili ustavno pritožbo? Mislim, da je ustavna pritožba že šla na ustavno sodišče, preko skupnih občin funkcioniramo, tako da jaz mislim, da so praktično vsi podpisali, nima pa podatka, ali smo vsi ali ne, Posavje je tukaj tudi složno. Sem še nekaj, rekli ste, da ste lahko bili solidarni 2022 oziroma 2023 zaradi poplav, za naprej pa pač nimate več tega. Pa tudi letos, če bi se dogovorili, pa prišli k nam, pa da smo solidarni za poplave, lansko leto za visoko energijo, zaradi vojne v Ukrajini in vseh ostalih stvari, nobenega problema, vendar pa potem moramo biti vsi solidarni. Ta velik plast na Žepniku je tako ali tako že bil prej evidentiran in tukaj, hvala Bogu, kot kaže, bomo prehiteli naravo. Smo nekje na sredini sanacije in gre v normalnem toku. Je pa res, da je ta povodenj, ki je bila v avgustu, še poslabšala situacijo, ampak verjamem, da bomo tukaj z državo našli dogovor, da skupaj to saniramo. Velik problem je pri nas cesta Hrastnik-Radeče na desni strani Save, se pravi na Kranjski, kjer smo zabeležili 15 usadov in to enostavno občina ne more sama sanirati in tukaj pa je bilo dobrodošlih teh 40% sredstev, ki smo jih dobili nakazane glede na sredstva, ki smo jih prijavili kot škodo in verjamem, da bomo to sanirali s to pomočjo države.